že nazaj takole v studiu Figovec in iz studija Figovec se bomo podali na ceste oziroma ne tako fizično. Naš Rok nam bo povedal, kakšno je dogajanje na cestah in kaj lahko pričakujete, če se tja podajate vi. Rok. Promet na izvozu Ljubljana center iz razcepa Malence. Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in Brdom proti Kozarjem in na cesti Krško-Celje v Laškem predelovni zapori. Mejni prehod Sečovlje bo zaradi obnove zaprt do 31. maja, obvoz je preko mejnega prehoda Dragonja. Regionalna cesta Podbrezje-Zvirče pri Podbrezjah bo zaprta do 27. maja. Obvoz je po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje tudi za vozila brez vinjete. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka industrijska cona Moste-Letališka cesta. Več informacij o delih in prometu v Ljubljani in okolici pa seveda najdete lahko na portalu Prominfo. Toliko zaenkrat o stanju na cestah, večjih posebnosti zaenkrat ni, naj tako tudi čim dlje še ostane. Varno in previdno pot vam želim. Maša, tebi pa seveda sedaj, tebi in tvojemu gostu pa predajam sedaj besedo. Hvala, Rok, se gledamo kmalu z vremenom. Ja, se gledamo. Mi pa se zdaj posvetimo novemu gostu. Tukaj z menoj v studiu je že pesnik, tekstopisec, boem. Zase pravi tudi, da je hedonist, ki zelo rad uživa v življenju. Predvsem pa je njegovo življenje pesem, kot pravi, to je Radovan Radovanovič. Pozdravljen v našem studiu. Pozdravljena in hvala za povabilo. Z veseljem. Kaj to pomeni, ne, da je tvoje življenje pesem? Kaj si hotel s tem povedati? Pač jaz svoje življenje enostavno preslikam v pesem. Vse, kar beležim, vse, kar je v mojem življenju, je to čez pesem. In na to sem ponosen in v tem uživam. In to te spremlja skozi celo življenje. Kdaj si napisal svojo prvo pesem? Prvo pesem sem napisal leta 1999, sicer v 5. razredu osnovne šole. To je bila pesem, v bistvu je bila priredba skladbe Jana Plestenjaka More mio. Takrat je prišla... More mio, no, grejo mimo. Tako. No, jaz sem pa napisal na to melodijo, sem napisal svoj tekst takratni svoji simpatiji Sari. To je bilo, nekako mislim, da ta pesem prišla pred Valentinovo. Vezenska izpoved. Tako, pred Valentinovo je prišla ven in jaz sem nekako to priredil in sem anonimno seveda to napisal, da vidim, kakšen bo odziv. Odziv sicer ni bil neki preveč dober. Sem že mislila, da si zaigral celo. Bolje je bilo zbadanje od sošolcev, kdo je to napisal, to je ziharen. Se rekel, posem mi pa rajš teh in to je bilo, potem sem se umiril, mislim, vse sem še nekaj napisal, ampak ne, kaj preveč. Na ven so te zatrli, ne? Tako. Potem pa premik zgodi v srednji šoli. Takrat spoznam enega kolega Bojana Vidoviča, on je pač igral klaviature, jaz sem pa zraven pisal tekste in so se pač v bistvu namest, ni glih za pohvalo, namest, da sem bila v šoli, so pisala in igrala. Najmila šolo življenja, lahko temu rečemo. Tako. Se pravi, od nekdaj v bistvu pišeš kot besedila za pesmi, ki so potem uglasbljene, ali pišeš tudi poezijo? V bistvu največ poezijo. Največ poezijo pišem. Te, kar so bile uglasbljene, je bila edina zdaj zadnja, mislim med zadnjimi, ki so je z Dino napisala, je bila Mila. O tem še kasneje tudi govorili, o tem prideva, ja, drugače pa poezija. V bistvu jaz znam recimo, ne vem, preleviti, mislim, oziroma preslikati dogajanje. To se pravi, neko anekdota, ki se zgodi, recimo, ne vem, je družba, pač sedimo, se zabavamo in potem jaz o tem nekem dogodku lahko napišem pesem. V bistvu sem o tem pisal sem o življenju, življenjske pesmi, dosti ljubezenski seveda. Ker veliko ljubezni je v življenju. No pa vseeno, ker vidim, da režija zdaj že predvaja tale videospot za pesem Mila, da se kar morda temu posvetiva. Koliko časa že sodeluješ s pevko Dino? Spoznala sem se 2019, to je koliko 2 leti. Sprva sem jo spremljal po koncertih in pomagal pri organizaciji in tako naprej. Potem sva ratala zelo velika prijatelja in se prišla na idejo, da napiševa nekaj skupaj. In sva naredila pač to pesem Mila. Sicer pričakovala so dosti več, iskreno, ampak glede situacije in vsega tega pač ni prišlo toliko do izraza, ampak vseeno mislim, da ni toliko slabo. Kako pa je ona dala idejo za pesem, pa si potem ti na podlagi njene ideje napisal besedilo ali je bilo tvoje? Ne, oziroma je bilo tako, ona pa njen prijatelj Rale
sta naredila skladbo oziroma melodijo. A melodija je torej že bila? Že bila in potem sem jaz dodal svoje. Pa je to težje, ne? Ko moraš v bistvu že paziti na melodijo, ko dodaš besedilo, ali si vajen tako? Dosti teže. Posebej jaz mislim, da je zdelo najteže. Ker ona je perfekcionist in mora biti vsak zlog na svojem mestu. Tako da jaz se zmeraj hecam. Mislim, da bi vsem drugim lahko napisal, da je pa ok. V bistvu je potem, kaj je tudi imela pripombe, pa je rekla, ne, napiši to še enkrat, pa dajmo to V bistvu še ja, enkrat. premlevala so, napiševa eno verzijo, naslednji dan, ko prideva, prebereva, rečeva, ni v redu, dajva še enkrat. In v bistvu ta Mila je bila na začetku sploh ni zasnovana bila kot Mila pesem, ampak je bila čisto nekaj drugega. In na koncu se pač, ki se odvija in na koncu prišla se do tega, da je ona rekla, všeč mi je ime Mila in se je rekla, ok, in bit ću Mila in tako. In Mila je zdaj zunaj. Tako. O čem pa govori pesem? V bistvu pesem pove, pač predstavi kot njo, pač bolj je bilo z osebnega vidika. Jaz ponavadi najbolj pišem, ko pišem pesem, pišem od sebe, od srca, iz duše in tudi nekako njo sem probala to njeno preživljanje v tem času, da bo ona pač mila, da bo vse naredila, da bo bila lepa, da bo bila vse, sam pač mora to nekdo videti. Pa se ti je, ne, ker praviš, da ponavadi izhajaš iz sebe, iz svojih čustev, ko pišeš, se ti je bilo težko živeti zdaj v bistvu v njo, ne? Ona je ženska, ona ima drugačno življenje kot ti in si moral v bistvu iz njenega vidika. Niti ne, ker karakterno so dosti podobna. Recimo, njen fant pravi, vidva sta ista. Si moška verzija nje. Ja, tako nekako. Ampak to je v bistvu zdaj ena skladba, kateri si pripisal ti besedilo. Prva javna, recimo prva pesem, ki je prišla res javno ven, glede na to, da pač so napisal 6000 pesmi v svojem življenju, je bila ta prva res javno, ki je bila objavljena. In se ponosim, da je glih to Dina naredila. 6000 pesmi. Tako. Pa so te pesmi kdaj kje išle, oziroma Bojdan si imel leta 2013 neko idejo, da bi izdal zbirko. Ja, res je. 2013 pridem na idejo, da pač te svoje pesmi izdam kot v neki zbirki pesmi, kot knjigo. In takrat moj prijatelj Dragan Popržan, on je bil moj, ki me je spremljal vsa ta čas, ko sem imel in turbulentne situacije in marsikaj. On reče, daj zapiš to, daj nekam. In on sicer tudi da naslov tej knjigi Slike iz života jednog idiota. Pač, ker sem jaz pisal slikovite pesmi, je on rekel, to je najbolj primeren naslov. Pač ti si pa en idiot. Ljubkovalno med prijatelji. In potem sem prišla na idejo in jaz sem zbral sicer takrat nekih, mislim, da 300 pesmi, da jih izdam, ampak sem imel takrat eno finančno izgubo veliko in ni bilo realizirano. V samo založbi izdati knjigo je kar finančen zalogaj. Tako, in jaz sem takrat sprintala sva neke 3 skripte, katere sem podelil tem prijateljem, med njim tudi njemu in to je bilo to. Jaz te skripte osebno nimam, če me verjamete. Imam pa vse svoje pesmi pri sebi doma. Pri sebi shranjene, tako da nobena ni izgubljena. Tako je. Pišeš pa sicer v srbščini, ne? Tako, v srbskem jeziku, sicer tudi v slovenskem sem jih napisal par, ampak pač, ker mi je materni jezik srbski in je bolj steče, ne? Bolj steče, mi je bolj spevan in pač pišem v tem jeziku. In odkot dobivaš navdih in kaj vse v bistvu zajemajo vsebinsko tvoje pesmi? Pa ne vem, ne vem, kako bi rekel zdaj. Jaz lahko najdem inspiracijo iz čist navadnih stvari. Se pravi, ne vem, spomnim se enkrat, ležal sem doma in čez okno sem videl 2 goloba, kako sta zaljubljena in sem jaz, v bistvu mami me je opozorila, pogledaj ta 2 goloba, kako sta luštna in jaz pogledam in za 5 minut napišem pesem. To pesem tudi sicer seboj, pa mogoče preberem. Ja, lahko. Kar lahko zdaj le. No, če si že ravno omenil ta 2 goloba, pa da slišimo, kako to zveni. Ja. Gre pa tako. Ko kaže ljubavi nema i da ljubav nije živa, hladno je, zima se sprema, gledam 2 goluba siva. Kako se grle i ljube, ne smeta im grana kriva, uživaju vreme ne gube, prelepa 2 goluba siva. Nimalo nije hladno, njima vrela krv kroz njih pliva, vidim ipak još ljubavi ima, dok gledam 2 goluba siva. Zaljubljeni na krivoj grani, ne mare za posmatrače, nikog nema da im ljubav brani, pa se grle i ljube sve jače.
Krilima kriju poljubce svoje, skoro minus, a njih ne zebe. Ljubav i sreću dele u dvoje, gugujući nešto za sebe. Izgleda za večnu ljubav mole i dalje posmatram šta se zbiva, kako se grle, ljube i vole dva prelepa goluba siva. Ful lepo, bravo! Ne, Recimo, to je en primer te trenutne inspiracije, katera je pač nastala pravam. in je v bistvu tudi pesem nastala po tem trenutku, ali... V trenutku, ja, tako. Cap, steklo skozi sebe. 10 minut, ker mene se, pač, ko sem gledal, kako lepo Da je dalo neko čustveno stanje in potem iz tega je nastala pesem, ki potem, ko jo bralec prebere, lahko v bistvu pade v to isto čustveno stanje, v resnici, v katerem tako. Jaz prelevim svoje čustvene papirje in mislim, da sem v tem najmočnejši. Odlično, mi bomo zdaj se prelevili v oglase, po oglasih, pa mi dva nadaljujeva s pogovorom. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z menoj v studiu še vedno Radovan Radovanovič, čigar pesem, življenje je pesem in ki piše pesmi že celo življenje in jih je napisal že več kot 1000, tako da dobrodošel ponovno v naši družbi. Pozdravljeni. Pred oglasi si z nami podelil eno pesem, ki je nastala, ko si zagledal dva zaljubljena goloba. Sicer vse tvoje pesmi nastanejo tako po trenutnem navdihu in se stečejo iz tebe, ali katere nastajajo tako dlje časa? Nekatere tudi dlje časa, odvisno od situacije. Ne. Se pravi, kot sem rekel, največ sem napisal teh ljubezenskih pesmi in mislim, da te punce, katere so bile obkrožene z menoj, mislim, da so dobile neka najlepša darila glede tega. Ker recimo jaz pravim, da vsak se nekoč nekaj zlaže, pa če se včasih tudi moram, največ, ko sem se mogel mamici zlagati, da jih priredim oziroma da jih skrajšam neke skrbi. Ampak v pesmih pa totalna resnica, to se pravi maksimalna iskrenost in tisto res, kar mislim in čutim, je v pesmi, to se pravi tam niti enega verza ni zlaganega. Kakšni pa so morda odzivi ljudi, če jim daš v pogled svoje pesmi? Kaj ti reče? Zdaj, jaz sem rad kritike, nekateri so kritični, pač, ker pišem v srpskem jeziku, nisem se ga učil, je dosti teh gramatičnih, mislim, teh pravopisnih napak. Ni slovnično pravilna srpščina. Tako, ja, in pol me kritizira glede tega, ampak glede vsebine so pa več ali manj navdušeni. Jih prevzamejo čustva. Tako. Eni preberejo, pač ne morejo verjeti. Dostikrat rečejo, jaz ne morem vedeti, da si ti to napisal. Pa ne vem, recimo, ko se kje žura in pol jaz pridem domov, mečkaj v vinjenem stanju in napišem pesem in pol, ko se zbudim zjutraj in pogledam, rečem, pa ne morem verjeti, kaj je lahko prišlo iz mene. A se v bistvu te pesmi bi sploh še spomnil, če ne bi bila zapisana? Te, ko so v vinjenem stanju napisane? Nekaterih zihar ne bi. Jaz spomnim se, imel sem neko obdobje, ko sem bil res, rečem, primitiven do svojih del. Zapišem v telefon v trenutnem stanju, ko pridem ven, sem jezen in ga razbijem in ta telefon ni več, pač ni ga niti pesmi, niti telefona. Recimo, ampak pol kasneje, nekje od 2011, sem začel po moje odraščati, bil je ta nek premik v mojem življenju. Začel sem odraščati, jaz pa tudi pesmi moje zraven, tako da potem sem začel vse beležiti. Ta moj prijatelj Dragan Popržan, on je bil ta, ki me je pač dobesedno prisilil, da me neke ultimate, da če ne bom bil normalen, da pač ne bo se družil z mano in pa sem se rekel, dobro, ajde, bom se normaliziral, tako da... Pa si imel slučajno kdaj v tem ustvarjalnem življenju, si imel kdaj v bistvu obdobje, ko pa nisi pisal več pesmi, ko se ti je, ne vem, ko se nisi bil več ustvarjal? Nisem, ves čas. Pač jaz, kakor pravim, beležem te dnevne dogodke, pač v narekovajih. Pravi, koliko pesmi recimo na teden nastane? Po recimo tam, zdaj pišem manj, ker pač dosti turbulentno, mislim, dosti imam prostega časa, pišem manj, ampak pišem bolj kvalitetno. Tako da recimo na teden zihar 3-4. 3-4, to je res produktivno. Med vikendi zihar kakšna napride ven. Pride ven in nekaj si nam jih še pripeljal? Tako. Imam sicer eno, kakor pravim, jaz se zmeraj recitiram, ko sem v tem, rečemo, razpoloženem stanju. Ja, ki imaš kaj pod prstom. Tako, ko mi pravijo, daj povej kakšno pesem, jaz ponovadi prvo povem to. In potem nekaterim je to zabavno, nekaterim ni, ampak okej. Pač naslov pesmi je Moja priča iz kafiča. Jove sam noči zaklopijo oči,
otrovo se od ljutoga pića, nikad ne znam trezan kući doći, stalno ista moja je priča. I ovog sam puta pijan kao tuta, sa društvom sam zaginuo opet, čekala je majka kući zabrinuta sa pitanjem što si tako proklet. Baš sam se potrudio, načesto se ubio, obrazi moji to ne mogu skriti i kao uvek sa flašom se ljubio i vikao, neću više piti. To je moja priča iz kafića koja se ponavlja iz dana u dan. Bojemski karakter jednog mladića iza kojeg se krije Radovan. Ja, to je dobro, v bistvu tudi sebe malce predstaviš, zato je tudi fajn, da to porecitiraš. To recimo to zmeri, to prvo, pa ostalo. Kot sem rekel, dosta nagnem tem ljubezenskim stvarem in spomnim se, enkrat sem šel na sprehod okoli Koseškega barja in grem smer samo okoli Koseškega barja in nič več. Ne vem, kaj me je takrat bilo in sem šel pač mečkrat dlje in začne deževati. Dež je lil pač res kar nikoli v življenju in jaz sem šel, ko sem hodil nazaj, v bistvu sem tekel, da se skrijem od tega dežja in zagledam nek zaljubljen par. Pod nekim hrastom tam, ko ste ljubita se, pač nič gledam, rečem, to ne moram verjeti, kakšna ljubezen, to kada nisem videl nikoli v življenju. In v bistvu prelevim to, pridem domov in napišem pesem o temu. To vam tudi seboj lahko preberem, če želim. Ja, dajmo nekaj bom še prej vprašala, se pravi, bi rekel, da je večina tvojih pesmi ljubezenskih, da je največ... 80%. 80%. Imel sem tudi, mislim, kakor pravim, če življenje pišem pesmi in kakor se počutim, tako tudi gre. Imel sem obdobje, ko sem pisal tudi recimo pesmi, ki so bile z nacionalnim nabojem. To recimo v srednji šoli smo imeli, bil sem tudi član navijačev Crvene zvezde Delije in sem jaz pač v tem momentu... To je tudi neke vrste ljubezenska pesem, ne? Ljubezen do kluba, ne? Do kluba, tako. Ja, izvoli, deli z nami da slišimo še kakšno ljubezensko, ki jo je navdahnil neznani par na sprehodu. Tako, evo, Ljubav na kiši. Ljubav na kiši. Jedno veče bežim od kiše, dišem jedva onako stravično. Nisam mogao trčati više, sklonište tražim panično. Nebo crno u kasno proleće, temperatura niska poprilično, hladan vjetar jezivo obleče, sve izgleda jako kritično. Bez snage sa dušom u nosu, zadisan kao čovjek star, majicom brišem mokru kosu i ugledam jedan zaljubljen par. Zagrijeni ispod hrasta stoje, hladna kiša pada na njih, lepo je vidjeti da još postoje, da ima još i zaljubljenih. Ljubav svoju iskreno troše, kao da jedno drugo gube, ne mare za vreme loše, tako se strasno grle i ljube. Pogled na njih bio je lep, kiša je sve jače padala, bio sam mokar ko čep, a neka gorčina u srcu je vladala. Otišao sam laganim korakom, da ne bih omeo tu veliku strast, kisnuo dalje pod tmurnim oblakom, zamišljajući svoju ljubav i hrast. Lepo, bravo. Hvala. Ja, to su tiste pol, kad rečem, mene se dotakne direkt tako. Tako da, ja, recimo na tak način to potem nastane. Hotel sem približno predstaviti dogodek, pa potem kako pride pesem. Kako pride pesem v bistvu iz dogodka in kako res v bistvu črpaš navdih iz vsakdanjega življenja. Tako je. Prej si omenil tiste prejšnje pesem, ki si jo prebral, je pesem iz Kafiča. Ja, moja priča iz Kafiča. Moja priča iz Kafiče. Si pa ti v bistvu želiš, da bi pa imel tudi nekaj prič iz svoje kafane nekoč. Tako je. To je moja življenjska želja. To se pravi, k temu strmim in se borim vsak dan, da bi imel enkrat svojo restauracijo oziroma kafano, ker bi neobremenjeno sedel, pisal pesmi, imel bi svoj studio, ker bi to začel posnel in barko, na kateri bi to predvajal. To je pač tist moja zamisel življenja. Ker sem jaz rečem zase, da sem hedonist, uživač in edino to bi me res izpopolnilo v življenju. Pa tudi tvoje pesmi, ta hedonizem, kako bi rekla, izpovedujejo? Prosim? Če tudi tvoje pesmi ta hedonizem, če se v tvojih pesmih vidi ta hedonizem. Absolutno. Pač jaz sem rekel, da enkrat sem prišel, kam imaš ti rad? Jaz rečem pa uživanje. Enostavno dobro glasbo, dobro zabavo, dobro družbo, dobro hrano, dobro pijačo, vse kar je dobro in lepo je pač del mene in ob tem tudi nastane dobre pesmi. To je tako. Pa bi se v tej kafani potem morda tudi kakšni bralni večeri s poezijo izvajali, kjer bi ti bral svojo poezijo, pa morda drugi... Zadaj bi imel zihar kakšen klavir, kjer bi imel neko spremljavo, pač tisto tiho, ambientalno, ja, tako. Jaz bi pa
predstavil. Ampak to bi moglo biti res tudi ambientalno, bi moglo biti tako, da je družba za, da je vse tako lepo in zihar bi organiziral take večere. Pa drugače tudi imaš kakšne kolege oziroma se povezuješ tudi s kom, ki tudi piše pesmi, pa se kaj izmenjujete? Niti ne. Pravim, zdaj zadnjem času imam zelo malo prostega časa, tako da niti ne uspevam. Z Dino se največkrat dobiva in izpopolnjujeva v teh tekstih, da mi dostakrat kakšno mnenje za napisano trenutno situacijo. In imate že v delu slučajno kakšen nauk? Seveda imamo, že par jih je napisanih. Že par? Posneti so tudi sam, čakamo mečko boljšo situacijo glede te epidemije in vsega, da pridejo ven, da se izdajo. Pravi je tudi na tvoje delo tekstopisca vplivala tale naša epidemija. Tako. Mislim, ne moreš priti do izraza. Zdaj pač največ, mislim, da trpijo glasbeniki. Pač ni koncertov, ni ničesar in pač se tudi ne moreš predstaviti vse, kar je to prek teh društvenih mrež, ampak to ni dovolj. Se morda potem obeta tudi kakšna v bistvu cela plata z Dino, kjer bodo tvoje pesmi? To pa ne vem, možno, vse možno. Mislim, da bo zihar bo sodelovala še mnogo let, tako da se boriva, da napišejo mnogo hitov, tako da mislim, da bo na koncu veliko teh. Bomo pustili čas v čas, pa na koncu morda boš postal slaven tekstopisec. Čisto možno, ne bom se branil. Razširjen po Balkanu, ker v bistvu tako, ne bom se branil tega naslova. Dino poslušajo po celem Balkanu. Ne? Tako, ja. Mislim, zelo je simpatična, pač energična in tudi ona je iskren človek, čustven, ki pač na vsakem nastopu da res tisti maksimum od sebe. Jaz to nisem še doživel, pač, ker sem se tudi v srednješolskih letih sem delal v nočnih klubih, kjer so gostovali razni pevci in težko, da kdo res vnese tisti maksimum sebe. Ona pa da. Čeprav včasih samo 1 ura, ampak to ura je pa napolno. Kot ti daš maksimum v svoje pesmi. Tako. Hvala, Radovan, za obisk v studiu. Hvala tebi za povabilo. Z veseljem, uspešno še naprej. Tako, mogoče en verz. Hvala, Maša in TV Ljubljana, veliki pozdrav od Radovana. To, odlično, hvala. Vsi bomo zapomnili tudi tele verze posvečene samo nam. Upam, da bomo lahko spremljali tvojo uspešno kariero tekstopisca nekoč in da bomo nekoč se dobro pogostili v tvoji kafani. Upam. Se gledamo mi po oglasih, med oglasi, uživajte še v tem, kaj vam imajo zapovedati naši oglaševalci po oglasih, pa bomo se pogovorili z našo Galo Jarc, predstavitev voditeljev TV Ljubljana. Se gledamo.